Juha je Slovenija, spet smo skupaj, nedelja je in čas je, da ostanemo doma. Ob nedeljah smo tako radi z družinom, tako da bomo tudi to nedeljo, pa pojmo danes v naše kraje. Pojmo na Korensko sedlo, to je prelaz, ki je bil izredno pomemben skozi vso zgodovino. Preko Korena je bojda v nemške dežele odšel že Primož Trubar. Poleg tega je bila pa preko Korena tlakovana cesta izpričana že v 15. stoletju in je bila zelo pomembna povezava med deželo Kranjsko in pa deželo Koroško. No, ustno izročilo govori, da je preko Korena vodila že rimska cesta, ampak materialnih dokazov za to pravzaprav niso našli. Ampak kakorkoli obrnemo, šlo je za pomemben prelaz in na njem in ob njem so se potem zgodile številne zgodbe, ene tudi s črnim scenarijem. Namreč danes obstaja potoček nekje med Podkorenom in Kranjsko goro, Križanca se mu reče, ime pa najbrž dobil zato, ker je tam dolga leta bil en tak velik križ v opomin na hude čase, ko so ravbari ali pa ropari marsikomu skregali po življenju. Tako se je tudi en kranjski kmet enkrat odpravil na Koroško, da bi prodal svojo živino, in ko je to tudi uspešno naredil in se vračal domov, poln cekinov, so ga prav pri tem potočku napadali ropari in ubili. Ampak njegovega denarja pa niso dobili, kajti konj se je splašil in s praznim vozom zbežal daleč proti domu. No, slišal sem, da je njegova užaloščena vdova jokala kot dež, vse do takrat, dokler se na domačem pragu ni pojavil konj, kajti z možem sta bila pa dogovorjena, če se mi kaj zgodi, potem bom skril denar za komad. In ko je potipala za komad pri konju in začutila denar, je bila takoj potolažena. No, vidite, tako kot so bili Kranjci nekoč varčni, tako bomo varčni morali biti tudi mi v naslednjih dneh, kajti prihaja gospodarska kriza, ki jo bomo premagali samo, če bomo pametno ravnali s svojim denarjem. Preden pa zaključimo, se povsem zahvalim, ker me poslušate in gledate, in obenem vas pozivam, če želite, komentirajte na Facebooku moje objave, vpište objavo kraj, svoj kraj, iz katerega bi radi slišali kakšno kratko zgodbico, pa bom enega od njih tudi izbral in kaj povedal. Tako da bo tudi vaš kraj na Facebook profilu Kranjske gore predstavljen. Za zdaj pa seveda ostanite varni, ostanite zdravi, ostanite doma in lep preostanek nedelje vam želim, kar je še ostalo.